Mi je bilo všeč, no, še enkrat bom se referiral na Nežo. Všeč mi je bilo recimo to, da je omenila, da poklici, ki jih verjetno novi trendi ne bodo nikoli zamenjali, so prodajalci pa kadrovski delavci, ki to v bistvu oboje združuje, kar sam trenutno počnem, tako da sem si kar malo švic iz čela obrisal, kar je pokazalo, da je moja prihodnost svetla. Definitivno se moramo pa zavedati, da so trenutno v svetu prisotni določeni megatrendi, ki bodo tako ali pa drugače spremenili sam trg dela in tudi v bistvu pristope, s katerimi bomo mlade opolnomočili za to, da lahko na trgu dela uspešno nastopijo. Mogoče bi začel s tem, da te neke megatrende čisto za samo analizo danes izpostavimo. Eden od teh je sigurno pospešena avtomatizacija. Avtomatizacija ni nekaj, kar bi se dogajalo zgolj v teh časih, se pravi, rečemo, zadnjih 10 let, ampak se pospešeno dogaja že kar lep čas, ki je bistveno daljši od teh 10 let. In avtomatizacija prinaša vse manj potrebe po neki fizični delovni sili in tudi v bistvu z pristopi, kot so avtonomna vozila, ki jih je že Neža omenila, tudi z pojavom takih in drugačnih strojev, ki imajo možnost, da jih podpira umetna inteligenca, se potreba po določenih poklicih vse bolj zmanjšuje. In ta dva ključna megatrenda sta tista, ki jih ne smemo se pretvarjati, da jih ni. In se moramo začeti kot družba in tudi mlade pripravljati na to, da je to vse bolj del našega vsakdana, in tudi v bistvu, da bo to vse bolj vplivalo na naše življenje, če to želimo ali pa ne. In tukaj tudi sam posameznik dejansko kaj veliko, da bi se tem trendom izognil, ne bo mogel narediti. Se mi pa zdi pomembno, da izpostavimo še dva zelo pomembna trenda. Eno je velik trajnostni razvoj, ki je vse bolj prisoten, ki je vse bolj tudi nek buzzword v podjetjih, ki se pojavlja, in posledično tudi ta vpliva na to, kako se bo trg dela v prihodnosti spreminjal. Pri trajnostnem razvoju mislim predvsem na to, da določeni poklici, ki so tako ali pa drugače povezani z tehnologijami, ki so nekako vezane na neke stare koncepte, umazane koncepte, ki ne omogočajo take ali pa drugačne trajnosti, se bodo slej ko prej umaknili in bodo dali prostor bolj čistim, bolj trajnostno naravnanim konceptom, ki bodo zagotavljali za to, da bojo družbe bolj obstojne in hkrati naše okolje. Četrti trend, ki ga pa tudi ne smem izpustiti, so pa nepredvidljive situacije. Če je kakšen trend pokazal, da se lahko stvari spremenijo čez noč, če je bil to pojav COVID-19 in vsi vidimo, da nekaj, kar smo v preteklosti uporabljali zgolj kot neko frazo za prihodnost, ki je pred vrati, se pravi nek digitalni razvoj, neka digitalna orodja. V mladinskem sektorju recimo se je veliko o digitalnem mladinskem delu govorilo. Vse to je postalo čez noč realnost in jaz sam mislim, da se moramo začeti zavedati, da take nepredvidljive situacije se dogajajo in se bodo dogajale in bodo tako ali pa drugače vplivale na to, kaj delamo z mladimi in kako se sami pripravljajo na nastop na trgu dela. Jaz bi se pri sami predstavitvi mogoče najprej rad dotaknil majčkeno ene zanimive raziskave, Global Talent Competitive Index, katerega meri podjetje Adecco v sodelovanju z poslovno šolo INSEAD pa Googlom. In v bistvu to je raziskava, ki se dela na globalni ravni, z njo pa v bistvu poskušamo ugotoviti, katere države so boljše ali slabše pri pridobivanju nekih ključnih kadrov, katere so boljše ali slabše pri zadržanju
kadrov in kakšnih kadrov. Tako da ta raziskava vam priporočam, da si jo tudi sami mogoče po tej predstavitvi pogledate. Je pa zanimivost ena stvar, ki jo je pokazala, in sicer, da kljub temu, da se te trendi dogajajo, da je pospešena avtomatizacija, digitalizacija, je kar več kot polovici globalnega prebivalstva v razvijajočem se delu sveta primanjkuje digitalnih kompetenc oziroma digitalnih veščin takih in drugačnih. In ko govorimo o tem, da pospešeno umetna inteligenca se pojavlja, je vse bolj prisotna, se v bistvu ta razkorak med znanjem digitalnih veščin pa to, kar se v bistvu zahteva, je vsakič večji. In v bistvu z dneva v dan je zahteva potem, da bi digitalna znanja izboljšali, jih nadgradili, je pač vsakič večja. Tukaj je mogoče zanimivo tudi to, da v sami raziskavi lahko vidimo, da Slovenija se kar dobro drži, je namreč nekje okrog 30. mesta po tem indeksu. To pa ne pomeni, da ni tukajle veliko rezerve, ki jo še kot država imamo, zato da bi marsikaj spremenili in mlade opremili za prihajajoče trende, ki se pojavljajo. Pa bom skočil kar na naslednji slajd. Tako da jaz bi tukajle rekel, ko se vprašamo, a je korona kriza res kriza, ali je to mogoče neka priložnost, in bi rekel, da definitivno je priložnost. Ker če pogledamo ta podatek, ki je zdaj na ekranu, se pravi 69% zaposlenih se želi izobraževati pa razvijati na področju digitalnih veščin. To je sigurno en znak, da lahko ne samo podjetja sama začnejo na mladih in trenutnih, rečemo starejših kadrih delati na tem, da jim te veščine dajo, ampak da lahko začnemo tudi kot družba velike premike delati. Se pravi, tako mi, vi, mladinski delavci, učitelji in drugi, ki se ukvarjate z mladimi, lahko mlade opremimo z znanji, ki so potrebna za nastop na trgu dela. Zakaj to posebej izpostavljam? Velikokrat govorimo, kako so mladi digitalno pismeni, kako obvladajo neka nova orodja, kako ne vem, so super obvladajo socialna omrežja in tako naprej, ampak ko dejansko pride pa do neke praktične aplikacije digitalnih znanj, pa opažam tudi jaz sam, ko delam z v bistvu novimi iskalci zaposlitve, med katerimi je ogromno mladih seveda, opažam, da zelo velikokrat to znanje težko aplicirajo v prakso. Se pravi, zelo enostavno pač razumejo določena digitalna orodja, zelo hitro se jih priučijo, ampak včasih tega znanja ne znajo aplikativno uporabiti. In tukaj lahko kar nekaj naredimo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker delovna mesta prihodnosti, nekaj je že Neža tudi to omenjala, koliko se bo kaj zmanjševalo, koliko se bo povečevalo. Veliko delovnih mest bo povsem avtomatiziranih, kar pomeni, da bo izginilo zelo veliko nekih poklicev. Tukaj vidite tudi recimo 32% jih bo delno avtomatiziranih. In pojavili se bodo dejansko trendi, ko določenih poklicev ne bo več, tako kot tisti lučkar, ki ga je Neža omenila. Pač nekateri poklici bodo povsem izginili in to tudi taki poklici, ki si danes mi praktično ne moremo predstavljati, da bi lahko izginili. Jaz si upam trditi, da tudi marsikater poklic, ki je povezan z tesnim stikom z ljudmi, zna izginiti in ga zna nekako nadomestiti tehnologija, ker jaz se tudi spomnim, da mogoče kakšne 15 let nazaj, ko smo se pogovarjali o telefonistih, si noben ni predstavljal, da bojo lahko pa chatboti bili alternativa temu, kar so včasih telefonisti delali, se pravi, da so reševali neka enostavne probleme uporabnikov. Ampak tudi do tega je prišlo in tudi določeni poklici bodo izginili.
In jaz bi rekel tukaj, da je ključnega pomena, da mlade res vsi poskušamo spodbujati čim bolj k pridobivanju digitalnih veščin, predvsem pa, da jih učimo, kako te praktično uporabiti v praksi. In da tudi naše učne procese, zdaj ne vem, imamo danes tudi kaj učiteljev, klele mislim, da ja. Imamo, ne? Ja, no, sej. Da jaz bi tudi v bistvu na vas učitelja apeliral, da pač učne procese, ki jih imamo, poskušamo tudi bolj zapeljati v tej smeri in da ne čakamo zgolj na to, da bodo, bom rekel, vlade oziroma ministrstva za šolstvo in tako naprej dale določene predloge, ker vi sami učitelji najbolj vidite tudi, kaj so trenutno določene razmere na trgu dela in tudi s vključevanjem v take posvete, kot je ta danes, kažete interes, da bi sledili nekim trendom, da boste lahko svoje učne procese prilagajali. In polagam vam na srce, da je veliko odvisnega od učiteljev. Tudi sam, recimo, jaz ne bi šel nikoli ekonomije študirati, če mi v srednji šoli ne bi rekel profesor za gospodarsko poslovanje, ekonomija je ful zanimiva in mi jo je tudi znal pričarati na tak način. Tako da vi učitelji ste tisti in mladinski delavci tudi seveda, ki podpirate neformalno učenje, ki lahko te digitalne veščine pomagate še dodatno mladim ozavestiti. Zdaj, jaz sam sem na kratko, mogoče z mojim poznavanjem mladinskega dela, pa tudi samega trga dela oblikoval čisto preproste predloge za vse skupaj. In eden izmed teh je, da sigurno dajte se posluževati čim več interaktivnih in že dostopnih orodij, ki obstajajo in jih vključujte v šolske procese. To ni zahtevno, so široko dostopna in že sam s tem, da če začnemo ta orodja uporabljati, bomo lahko mladim določene digitalne vsebine bolj približali. Zakaj ne bi namesto, da razlagate en del snovi, vključili, ne vem, v svoj učni proces webinar za strokovnjakom na določenem področju. Zakaj ne bi mogoče zato, da nekaj ne odpredavate, vključili kakšen YouTube video ali pa ga predlagali mladim, da ga sami pogledajo. Zakaj ne bi določena orodja digitalnega mladinskega dela, ki jih zdaj s pridom tudi mladinski delavci uporabljajo, vključili v procese izobraževanja, ker na ta način boste tudi praktično znanje aplicirali v učni proces. Se pravi, da bojo mladi tudi aktivno ta orodja uporabljali. Tako da dajmo to priložnost izkoristiti. Drugo, kar vidim kot zelo pomembno, je, da se spodbuja sodelovanje šol z gospodarstvom. Zakaj mi je to pomembno? Ker jaz tudi kot podpredsednik za mladinske politike na Mladinskem svetu do konca letošnjega decembra sem to vlogo upravljal, sem vedno govoril, ko smo se srečevali na to temo, sem vedno govoril, da dajmo čim bolj uskladiti potrebe trga dela z konkretnimi učnimi vsebinami. Seveda, nekateri so se glede tega strinjali, nekateri ne, ampak dejstvo je, da, tako kot sem rekel v začetku, globalnim megatrendom se ne moramo izogniti. In zato je zelo pomembno, da če v nekih, bom rekel, konkretnih učnih kurikulumih ni možnosti za prenos nekega konkretnega znanja, ki ga vi učitelji ali pa mladinski delavci sami vidite kot pomembnega in da ni možnosti, da to uvedete, poskušajte sami prek določenih srečanj to spodbujati. In spodbujanje sodelovanja šol z gospodarstvom je sigurno eden izmed dobrih procesov. Kar vidim tudi kot pomembno je, da začnemo pri mladih vse bolj ozaveščati dejstvo, da se bodo mogli celo življenje učiti. In to ne mislim, da dajmo to samo jim govoriti, da dajmo to samo pridigati, ampak da jim to pokažemo tudi svojim zgledom. Mladinski delavci zelo svojim zgledom pokažejo, kako naj bi se določenih stvari lotili, zakaj ne bi tega počeli tudi učitelji. In če bomo dali mladim zavedanje, da se bodo celo življenje mogli učiti, da se učenje nikoli ne neha, se bodo tudi v bistvu za procese, ki jih prinaša industrija 4.0, dobro pripravili. Zaradi tega, ker, tako sem rekel,
veliko poklicov se bo spremenil, veliko poklicov danes še ne poznamo in če bomo pripravljeni na to, da se lotimo procesov reskillinga, upskillinga, bo tudi za podjetja nekoč dosti manj zahtevno, kot je danes, da določenega zaposlenega pripravijo na povsem novo vlogo v podjetju, ne. In to lahko začnemo tako delati, da se že na mlade osredotočimo. Pa tudi seveda, da uvajamo vse več trajnostnih konceptov učenja in razmišljanja, ker drugače bomo samo gospodarstvo in v bistvu naše okolje lahko pripeljali do točke, kjer ne bo več izhoda in samo s takimi pristopi lahko naredimo velik korak naprej. Zato jaz pravim, da to je kronska kriza, ker nas bo bistveno spremenila in nam bo dala, bom rekel, odlično priložnost za to, da se mi sami kot družba spremenimo na boljše, ne na slabše, ne. Tako da jaz vidim to izključno kot priložnost. Tako da, ja, dajmo ne čakati samo na kakšne odloke vlad, zdaj je čas, da z nekimi skupnimi močmi spodbujamo učenje novih znanj, ki bodo ključnega pomena pri zagotavljanju konkurenčnosti države na svetovni ravni. In jaz bi vas kot neke vodje učnih procesov, pa tudi mogoče, če kdo med vami sodeluje z odločevalci ali pa je samo odločevalc, vas prosim, da razmislite, kateri megatrendi bodo najbolj vplivali na vas, na vaše mlade, na vaše podjetje, če kdo tudi iz kakšnih podjetij tukaj, in na kakšen način se lahko na to pripravite že zdaj. Katera znanja so tistega ključnega pomena za vašo organizacijo čez leto dni ali pa čez 5 let, ne? In dajte investirati v točno ta znanja, pomagajte mladim, da jih bodo razvijali, in to bo sigurno povrnjeno vam in tudi naši družbi konec koncev. Zdaj, kaj bi pa mogoče tukaj še en nasvet dal mladim, dajte se izobraževati, to jim lahko date tudi vi sami, dajte se čim več izobraževati. Nikoli v človeški zgodovini ni bilo tako enostavno dostopnih vsebin, kot so danes. In ne glede na to, kaj se dogaja, ne glede na to, kakšni so trendi, vedno bodo dostopne vsebine, ki bodo lahko pomagale, da se mladi preusmerijo, da zamenjajo neko svojo karierno orientacijo ali kakorkoli. Tako da izobražujte se, ker imate to možnost. To bi bilo moje sporočilo mladih. Raziskujte svoje zanimanja. Jaz vedno rad rečem, nikoli nisem mislil, da bom danes počel, kar počnem, če ne bi se odločil za to, da bom bil mladinski delavec in nevladnik. Ker mi je glih ta znanja, glih ta izkušnje so mi dale možnost za to, da sem odkril, na katerih področjih sem močan, na katerih področjih se lahko razvijam, in zato sem se potem tudi odločil, kam naprej v moji karieri, in ta odločitev sigurno ni zadnja. In vedno si rečem, če me bo čez 5 let zanimalo, ali pa 10 mogoče, ne, ker ljudje, ko so stari okrog 40 letih, ta druga puberteta dobija, ne, pa da se mogoče odločim, da se bom lotil kakšnega sadjarstva, bom probal to raziskovati že prej in bom probal, dokler se ne sprejmem odločitve, da bom postal sadjar, bom to področje zelo dobro raziskoval in ne pustiti, da to ostane nekje zadaj. Tako da dajte možnost mladim, da raziskujejo ta svoje zanimanje. Mladi imajo možnost tudi, da se udeležujejo različnih kariernih svetovanj, tako da, če so kdaj negotovi, jaz bom rekel tako, podjetje Adecco ima vedno odprta vrata in mi mladim iskalcem zaposlitve nudimo karierno svetovanje, ki ni usmerjeno zgolj v njihove lastne potrebe, ampak tudi v realnosti na trgu dela. In tukaj jim njihovi svetovalci lahko pomagajo narediti tudi karierni načrt, tako da, če se bojo oglasili, jim to brezplačno lahko pomagamo. In z veseljem odkrijemo še pogovorom z njimi še kakšen dodaten potencial, ki ga mogoče imajo, ali pa talent. Strinjati se moramo tudi to, da trenutni šolski sistem ne omogoča hitrega prenosa znanja
In treba je uporabiti ves arzenal, vse možnosti, ki jih mladi imajo, da se lahko prilagajajo potrebam na trgu dela. Tako da moj nasvet bi bil še, da je treba sprejeti odgovornost za osvajanje novih znanj, ne se zgolj zanašati to, da bo znanje do nas prišlo ali pa da nam bo nekdo priložnost dal, ampak proaktivno iti v to, da si pridobim nova znanja in proaktivno iti v to, da dobim nove priložnosti, tako da se tudi predstavim. Tako da veliko bomo mogli delati tudi na samopodobi mladih, na neki samozavesti in na tem, da bodo znali sami proaktivno si ustvarjati svojo kariero za naprej.